O povprečnini bomo dialog začeli tam nekaj proti koncu meseca. Prav danes so dogovorjeno z ministrom za finance, da še enkrat pregledava te številke, tako da v tem primeru ne gre za vprašanje povprečnine, gre za vprašanje izračuna povprečnine, ne višine povprečnine, in tu pa imamo zanimivo situacijo, ko je pač del županov formuli, ki je na mizi, pritrjuje, del županov občin je nezadovoljnih, v resnici pa so na začetku vsi želeli, da v to formulo vnesemo učinke zvišanja plač v javnem sektorju. Vsi so to želeli, ker so vsi bili plat zvona, kako velik udarec je to za občine, in jaz ne trdim, da ni. Absolutno se strinjam s tem, da je bil velik udarec za občinske proračune, ampak ko so prišli pa na mizo izračuni, seveda se je pa stvar spremenila, ker tu so pa občine v zelo različnih položajih glede na število šoloobveznih otrok, na število otrok v vrtcih, na starejšo populacijo nad 65 let, ki je potrebna domska oskrba in tako dalje. Jaz sem prepričan, da se bodo predstavniki vseh treh občinskih združenj dogovorili glede tega in prišli jutri na sestanek na Ministrstvo za javno upravo z usklajenim predlogom. Če pač tega usklajenega predloga ne bo, ga bomo pa skupaj našli. Jaz sem prepričan, da so nekateri župani, da so si prehitro nadeli bojne barve, nič takega se še ni zgodilo, da bi bilo treba že uprizarjati bojne plese. Vsakokrat doslej, od septembra lani, smo se znali dogovoriti s predstavniki lokalnih skupnosti in jaz sem popolnoma prepričan, da se bomo dogovorili tudi tokrat. Je pa vroče poletje, pa včasih rado zavre morda prehitro, ampak zdaj se bodo glave lahko ohladile, so tudi jutra malo hladnejša. Tako predlog zakona o pokojninah? To, kar je trenutno na mizi, mi pozdravljamo. Mi smo tudi, ko so snovalci teh predlogov bili v kontaktu z nami, preden je prišlo do takšnega predloga, kot je zdaj na mizi. In ne bom sodil niti o številu pokrajin, niti ali je ta razrez sprejemljiv ali ni sprejemljiv. To je vse stvar naprej seveda širše strokovne in politične debate. Vsekakor pa smo bili mnenja, da je prav, da po 10 letih, ko politika na državni ravni ni uspela, nikakor ni uspela ustanoviti pokrajin, da ta pobuda pride zdaj od drugod. In ta pobuda zdaj prihaja s terena, od spodaj, strani lokalnih skupnosti in drugih dejavnikov. In morda je pa to tista prava pot, da pridemo do pokrajin. Mi bomo na Ministrstvu za javno upravo, in mi smo to tudi snovalcem obljubili, ko bo čas za to, ker tudi to je eden izmed zakonov, ki je sicer ima domicil na Ministrstvu za javno upravo, da bomo seveda po strokovni plati absolutno pomagali. Zdaj je to šele nekak idejni osnutek in jaz seveda optimist in želim, da temu zakonu oziroma tej pobudi na tak način, kot je nastala, vso srečo, in mi jo bomo tudi z veseljem podprli.